Marija Ana Kolman mi je pred leti zaupala, da potovanja nikoli jih ne izbereš ti, ampak zmeraj one izberejo tebe. In v Postojni živi en zanimiv človek, Miran mu je ime, je oče in je tudi mož in svojim otrokom vsak dan preden gre v šolo speče palačinke iz pirine moke. Ampak je pa tudi romar in znašel se je med afriškimi šamani. Danes nam bo zaupal, kako je bilo. Miran Suša v naši družbi, lepo pozdravljen, dobrodošel. Ja, no, dober dan, žive. Bi se strinjal s tem, da te potovanja zmeraj tebe izberejo, ne pa ti njih? Ja, ko si iskreni iskalec, te vedno izberijo. Takrat nekaj iščeš, nekaj moš najditi in takrat si, ker kot iskreni iskalec nikoli ne veš, kaj iščeš. To je pravzaprav tista poanta vsega iskanja, ampak najdeš, veš, kaj si iskal šele takrat, ko najdeš, če najdeš. Ampak moram popraviti, nisem iz Postojne, v Postojni sem bil rojen, živim pa v Kamniku, pa na Primorskem v Vrabčah. Se pravi iz vseh Petrov. Odlično. Torej, jaz recimo, ko gledam po sebi vsa potovanja, potem neke destinacije in vse stvari, ki se tam dogajajo, na koncu se zgodi vse nekako po naključju, oziroma po nekih ključih. Kakšen ključ se je obrnil, da si se znašel med afriškimi šamani v Afriki? No, ključ je sigurno antropologija. To je študij, to je vsa vest, ko mi je bila dana. S tem ni bila izbira, slučajno bil je profesor iz Afrike, tukaj na FDV-ju smo bili, skupaj smo se ga malo poveselili, kakor se reče, pa to, in smo ratili prijatelji. To je bila vest, ko je peljala v Afriko, in tako je to bila tudi vest, da sem šel pol do teh šamanov. Sicer je to že tako 10-15 let nazaj, tako da to potovanje, ampak se mi zdi, da je še živo, ker mi je tako, knjiga mi je ostala v predalu teh 10-15 let in zdaj se mi zdi, prišel čas, ko je mogla ven, tako da se nekako potovanje to nadaljuje. Čeprav fizično nimam niti več take potrebe, da se bi zelo premikal, v drugi impulzi, dosti močnejši. Ampak kaj pa misliš, da je tisti nek, ne vem, osnovni vzgib, zakaj nas pokličejo taka potovanja in potem gremo, se pravi, nekam tam tako zelo daleč? Gremo iskat sebe, medtem, ko bi se lahko našli že tukaj? Ali se ti zdi, da, ne vem, drugače razmišljaš, drugače deluješ, ko prideš na drug kontinent? Z tega se da predvsej stvari izpeljati, pravzaprav. To je lahko tudi en koncept šamanizma. Šamanizm ima, da je svet en živ organizem, stvarstvo je živ organizem, da vse je prepleteno, recimo. Nekje nas neke stvari kličejo, zdaj nikoli ne bomo vedeli točno zakaj. Tudi naključja so taka. Eni verjamemo, naključeni ne, recimo. Se zgodijo, se ne zgodijo. Težko konkretno povedati kaj, ampak v temu je čar življenja pravzaprav. V temu je čar življenja, da se pustiš presenetiti in da si pretočen, da znaš odgovoriti na te impulze, ki se ti zgodijo. In jim slediš, da se ne ustavi pri tebi. Ta pretočnost se mi zdi taka pomembna življenja. Kakšno je življenje, recimo, zdaj, če primerjamo življenje, ki ga živimo v Evropi, v Sloveniji in pa dejansko tam, je bolj preprosto? Kakšen je njihov osnovni vzgib, koncept? Ja, z človeškega stališča smo si enaki. To, kar je človek in tle smo si enaki. Meni zdaj smo z Afriko še posebej povezani. Zdaj, kaj pa človek se nauči od njih, je pa spet vprašanje, ker eno oni učijo, eno ti znaš in tle morate nekje priti nasproti. To učenje je vedno dvosmerni promet in naučiš se toliko, ker si sposoben takrat dojeti, sprejeti in toliko. Tukaj ni bližnic, sploh ko govorimo o tem življenjskem učenju, tako neke življenjske modrosti, nekih teh stvari. Tle ne moš nič preskočiti, tako da ni nujno, da tisto, kar te oni naučijo, kar oni učijo, da se ti zares ne učiš, ampak imaš eno svojo varianto potem, sploh iz teh, ko smo dveh različnih okolij. Njihova je prvinskost, definitivno živijo v prvem planu. In to je tisto, in če poskušava to, kaj je res afriškega in kar oni res učijo, zdaj, kaj se mi od tistega naučimo ena stvar, ampak kar oni res učijo, in učijo to, da je življenje samo kot tebi dano, da je zastonj, da je ta danost, da si v tej danosti moraš biti srečen, da moraš biti izpopolnjen, hvaležen, ampak to pri njih je samo umevna, hvaležni moramo biti mi. Upam, da prijeva na to, ampak
Pa njih je to samo umevno. In zdaj, če ti gre dobro, če si lep, če imaš dobro ženo, veliko familijo, vse tisto, kar je po njihovih kulturnih kriterijih vredno življenje, tako da imaš, vse štima, si srečen. Če nisi tak, recimo, da se zapiraš v kakšen kot, da se izogibaš družbi, objemom, temu veselju življenja, si sumljiv. In če se ti kaj takega zgodi, greš šamanu in vprašaš, kaj je narobe. Se pravi, osnovni vzgib in osnovno stanje človeka tam je, da je srečen, hvaležen, zadovoljen, vesel in poln radosti. Če to ni, se pravi, je nekaj narobe, je neko neravnovesje, kar pomeni, da grejo iskati potem odgovore k šamanom. Tako. Ali tam šamani še vedno opravljajo nalogo in vlogo, kot je bilo včasih, se pravi, da so in zdravniki, odvetniki, čarodeji, zdravilci, vse hkrati? Ja, no, dobro, zdaj treba vedeti, da se svet spreminja, da zdaj te čiste oblike je zelo težko najti v svetu tako ali drugače, da je ta vpliv naše civilizacije tako močen, da je povsod prodrl. Ampak če se gre iskati ideje in to tudi drugače v šamanstvu ne more obstajati. Obstaja samo lahko v tisti pristni obliki in obstaja vse to. Absolutno obstaja vse to. Tako da ta komunikacija... In kako potem to zgleda? Recimo, znajde se nekdo, ki je mogoče malo nezadovoljen ali pa, ne vem, ima zdravstvene izzive ali izzive na katerem koli drugem področju. Se pravi, gre šamano in kaj gresta potem, imata kakšen obred? Kaj se dogaja? Ja, pogovori. Zdaj obredi so, lahko gre tudi vprašati, ne vem, svojega duhove, tako mislim, gre v trans, vprašuje tako. Tle je zelo več različnih stvari, odvisno od kako velik je problem, recimo. Ampak tista osnovna stvar je prva preizprašal se, kako se počuti, kako se razumeš sosedi, kje si se s kom sprl, kje si bil, kakšno nisi bil dobro nameren do koga. Skratka, te čisto človeške stvari, ki so v vsakodnevni komunikaciji pomembne in preko tega ne grejo, preko tega znanega sveta ne grejo. Ne iščijo nobenih kazni od kje druge. Spravi, dano življenje je zastonj, je dobra. Kar je, kdor se maščuje, se lahko maščuje samo predniki, recimo. Ampak to se predniki lahko maščuje samo zato, če ti živiš zelo nekaj narobe. In te bi radi spravili na pravo pot. Se pravi, da ti niti ne maščujejo, ti v bistvu pomagajo? Ja, v bistvu ti pomagajo, ampak recimo ti, če si zaželiš nekaj tazga, ker ti ne pripada, recimo, da si zaskrbljen, da si v stresu, da nisi sproščen, počneš neumnosti, veš, da nekaj ni s tabo narobe, recimo, in takrat te hoče spraviti na pravo pot. To je ta osnovna logika. Ena od stvari, ki jih jaz opazujem, recimo, je, da ljudje včasih zelo težko prevzemamo odgovornost. In sicer odgovornost v tem smislu, da smo mi odgovorni za lastno zdravje, v tem smislu, da ljudje grejo doktorju in rečejo, lej, tole mi je, zdaj pa zrihti me. Oziroma, ko se slabo počutijo, razmišljajo, kdo je zdaj kriv za to. Nekdo je zdaj kriv, kdo je kriv? V tem smislu, ali se tam bolj čuti, recimo, če je osnovni vzgib človeka, da je hvaležen za to darilo življenja, ali potem tudi prevzemajo odgovornost ali kažejo s prstom drug na drugega, kdo je zdaj kriv? Ne. Zdaj tleč je prisotna ta samoumevnost te hvaležnosti, ni tako. Mi živimo v drugem planu. Mi rabimo biti za to hvaležni, recimo. Ampak tam si na tleh, to je ta pristnost. In tam še tej misli in tej kanali še delujejo, ker so na tleh, ker se vse pogojuje s tvojim telesnim življenjem, pa z materialnim danostmi se pogojuje ta duhovna druga plat. Ker tam je vse skupaj, duševno, duhovno, telesno, je preplet, vse skupaj preplet. Mi smo se tukaj pa ločili, mi smo pa rekli, to je materija, to je duh in smo pustili materiji prosto pot. In tukaj je zdaj razlika. Recimo, sploh zdravje je taka stvar, ki je naša ena taka postaja osnovna vrednota. Ampak smo se dali na te pozicije zdrav, ne zdrav. V Afriki je to samoumevno, da si zdrav. Tam ni hvaležnosti, nič, je normalno, da si zdrav. Se pravi, govorimo o polarnosti, o dveh polih. Mi govorimo o polarnosti, ampak tle smo se zbrali. Seveda, ne znamo ven, in delamo vse zaradi zdravja, ampak to je točno ta recept, ko ne moramo biti nikoli zdravi, točno zaradi tega. Ker Afrika nas tukaj uči, da moramo to težišče vrednot postaviti izven sveta, ne v tem svetu. Ta svet mora biti samoumeven. Tukaj ne moreš reči, zdaj bom pa zdrav, zdaj bom pa srečen, zdaj bom. Mi naredimo spisek, bom srečen. Se pravi, to mora biti posledica. To mora biti posledica, to mora biti samoumevno. Se pravi, vzrok? Ja, vzrok je pa treba nekje druge iskati, oziroma zdaj vprašanje, oni ga najdejo, recimo.
Ampak mi smo zdaj malo zakomplicirali naše življenje. Delamo znanost iz vsega in rahlo smo se zgubili. No? In je težko videti, kaj je res pravi vzrok, kaj je posledice. Recimo, če lahko primerjam s sabo. Meni je vzrok, da živim svoje življenjsko poslanstvo. Z oddajo Klepet ob kavi, z vsemi deli, ki pridejo ven, z vsemi temi zadevami, kjer lahko jaz vidim, da lahko dam svoj prispevek za prebujanje Slovenije, človeštva, človeka v tem smislu. In posledica tega je, da se počutim, da sem zadovoljna sama s sabo, da sem srečna, da sem radostna, da sem hvaležna. Se pravi, je to posledica. Kot recimo pri denarju, če greš delati nekaj samo za denar, potem ni to to. Denar mora biti posledica, vzrok mora biti pa delo kot samo oziroma okupacija. Tako, to je Afrika. Če to dosežemo, živimo Afriko v sebi. Recimo, ki mora biti samoumevna, ampak to je težko pri nas. Recimo, to je res ena danes, ko se mora za njo boriti. In se je treba boriti, no, ampak se mi zdi, da večina se tle odneha. No, mogoče se pa ne rabimo boriti, mogoče moramo pa samo sprejeti tisto, kar je v nas in to je tisti osnovni vzgib, kaj nas kliče. Ja, se mi treba v tem iskanju ustrajati. Je treba res ustrajati, ker ni samo umevena. Živimo zelo usmerjeno, velik del življenja, tako praktično nima niti nobene pametne izbire. In je tisti nemir je pravzaprav edini pokazatelj, da si na pravi poti ali ne. Zato to, ko si rekla prej, je ta pomirjenost v sebi, to je nek znak, da si na pravi poti. Zdaj, če traja, dokler traja to tvoje poslanstvo, si najbrž pomirjen. Da si v harmoniji. Ja, da si nekje v harmoniji s tem, kar moraš. Razmišljam, da recimo živimo v neki umetni Faradajevi kletki, govorimo o umetnih materialih, čevlji in vse ostalo. Tam so dejansko na tleh, kar pomeni, da so prizemljeni. Ja, ampak ne samo to, da živimo v umetni kletki, živimo tudi v taki kletki, ko smo jo pokradli od drugih. Vsemi temi materiali, ko jih vozimo v Evropo. To je pravzaprav zdaj zelo aktualno, no? In tle se tudi od Afrike lahko marsikaj naučimo. Recimo, že iz tega vidika, da je misel živa. Da boš ti nekaj zdaj tukaj razmišljal in zdaj bo sosedu tam slabo, kakorkoli se bo nekaj zgodilo. Si to vplival. Zdaj to samo na sebi ta misel pri nas niti nima tazga vpliva, ampak če jo prevedemo v naš svet, je pa ta naša misel so naše dejanja. In naše dejanja so lahko najbolj nedolžna dejanja, to, ko kupujemo te dejanja potrošnje, ko kupujemo stvari, v katerih so materiali, ne bo telefoni, avti, prehrambeni obleki, s katerimi ropamo, uničujemo prostor drugim za življenje. To je pravzaprav tudi ena taka močna poanta, ki se lahko učimo iz tega. Ker se začuti, mislim, da spoznamo, da je res to Zemlja in tak živ organizem cel, da smo, če mi tukaj kupimo eno stvar, ko so nekje eno kovino v Afriki, zaradi tega praktično izgubljajo prostor za življenje, izgubljajo živali, uničujemo, s tem uničujemo. In podpiramo dejansko to, ne? S tem podpiramo. Ampak ljudje se ne sprašujejo. In tukaj ni noben nedolžen od nas. Praktično noben, ker ne moramo biti nedolžni. In tukaj se mi zdi, da skoraj treba na taka revolucija na osebni ravni, na tako spreobrnenje skoraj. Ampak na osebni ravni? Ja, to je lahko samo na osebni ravni. Se pravi, politiki nam tega ne bojo naredili? Ma ne more, niti ni v interesu družbe to. Rečemo, tisti ideali družbe, to ni v interesu, to mora biti vsem. Ker tukaj se moramo, pa ni to, da se umaknemo nazaj v afriški način življenja, se sploh ne gre za to, ampak mi moramo je često, mi napadamo svet iz drugosti, si zamislimo, imamo idejo, mi bi radi pa to od sveta. In to gremo, to uresničujemo v svetu. Tega v Afriki ni, tam so prvinski, tam si vedno, če ni zame dobro, tam ne vem, izgrozi, da bi šel, recimo, si zamislil, da bi šel zdaj pa na Luno, pa kam ne nabiral. Odkje ta ideja? Se pravi, sprašujejo se tudi, kaj je zadaj namen, kaj je zadaj smisel? Afričani se vedno, to svoje življenje vedno sprašujejo. Zato ostanejo lahko to, zato niso razvili nobene materialne kulture, nobenih materialnih, se je vedno vse tako pretočno. Manj kot internet, intranet. Najlepša hvala, Miran Suša, za tale pogovor, hvala lepa. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, dovolite si, da niste kot posoda, ki jo je treba napolniti z znanjem in z izkušnjami, ampak dovolite si, da ste plamen. In sicer plamen, ki ga je treba prižgati.
Kaj vam ga bo prižgalo, kdo vam ga bo prižgal, to lahko ugotovite sami. Sicer pa na www.klepetobkavi.si lahko najdete marsikaj, ideje, nasvete, kako torej prehoditi to pot do sebe. Pa seveda tudi, kam lahko pridete na kakšen zanimiv dogodek. Veliko jih je. Sicer pa vse informacije tudi na 02 6200 230, če nimate dostopa do interneta. Ne, mi vas ne bomo ignorirali. Torej, bodite plamen in preživite se.